mrtvi. Ruševine. Trpljenje v Evropi 21. stoletja. Kakšne izzive postavlja vojna v Ukrajini pred Slovenijo? Kaj bomo naredili, da bo dobro premagalo zlo? Da bo mir porazil vojno? Bomo odprli vrata vsem beguncem? Se bomo oboroževali? Kako naj se spopademo z ekonomskimi posledicami vojne? S podražitvami energentov, surovin, hrane? Kaj bo s plačami? In kdo bo plačeval višje davke? Kaj bomo naredili, da morebiten nov val epidemije ne ohromi že tako izčrpanega zdravstva? Bomo živeli v demokraciji ali v avtoritarnem režimu? Bomo živeli skupaj ali vsak zase? V kakšni Sloveniji bomo torej živeli prihodnja 4 leta? Komu naj zaupamo krmilo v teh nevihtnih časih? Dobrodošli. Začenja se prvo predvolilno soočenje na Kopterju. Nocoj sta z nami Darja Slonc in Edi Picer. Dober večer. In pozdravljeni v oddaji Odločitev 2022. V prvo predvolilno soočenje smo povabili 8 predsednikov strank, ki jim po obeh najbolj svežih javnomnenjskih raziskavah Mediane za našo hišo kaže najbolje. Ker je premier in predsednik Slovenske demokratske stranke na obisku v Zagrebu, je nocoj z nami podpredsednik te stranke Aleš Hojs. Pa predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon. Koordinator Levice Luka Mesec. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. Predsednik Liste Marjana Šarca Marjan Šarec. Predsednik stranke Konkretno v gibanju Povežimo Slovenijo Zdravko Počivalšek. In predsednica stranke Alenke Bratušek Alenka Bratušek. Dober večer vsem skupaj. Dober večer. Gospod Hojs, najprej eno kratko vprašanje. Premier je torej danes odpotoval v Zagreb. Je to zaradi tega soočenja ali nas čaka morda kakšno presenečenje v slovensko-hrvaških odnosih? Ne, mislim, da je pravzaprav vsakmu v Sloveniji jasno, da je energetska oskrba Slovenije oziroma to, da bodo državljani imeli ustrezno nizke položnice, to, da bodo pravzaprav sploh lahko imeli ustrezno energetsko oskrbo bolj pomembno kot pa vaša televizija. Hvala lepa, gospod Hojs. Bolj so pomembni volivke in volivci kot naša televizija. Gospod Golob, vi ste sodeč po anketah največji tekmec SDS in Janeza Janše. Doslej se še niste soočili z njim. Tudi nocoj ne bo nič iz tega kratek komentar. Tako sem rekel, v resnici ne verjamem v naključja. Zagotovo gre za načrt. Verjamem, da bo policijski minister znal razkriti načrt današnji in da bo ga tudi sam izpolnil. Upam pa, da bo predsednik vlade zbral pogum do konca kampanje in vseeno prišel na kakšno soočenje. Nekaj časa še je, zdaj pa gremo k vsebini. Prvič po drugi svetovni vojni je mir v Evropi na preizkušnji. Vsi naši pogledi so že mesec dni uprti v brutalno vojno v Ukrajini. Predsednik slovenske vlade se je zelo aktivno vključil v dogajanje, osebno obiskal oblegani Kijev, v ukrajinski prestolnici je prav danes z delom začel začasni diplomatski predstavnik Slovenije. Obisk trojice premierjev, med njimi slovenskega, je vzbudil veliko mednarodne pozornosti, doma tudi veliko polemik, enako napotitev začasnega odposlanca. Gospod Hojs, zakaj se premier v teh korakih ni posvetoval z vsemi parlamentarnimi strankami, ne nazadnje gre tudi za varnost Slovenije? Če dovolite samo še besedo, torej predsednik vlade se bo gotovo soočil bodisi v vaši televizijski oddaji, bodisi na javni radioteleviziji s komerkoli, torej tudi z elektrooligarhom, ki stoji na moji levi. Torej, kar se pa tiče tega, kar ste vprašal, pa moram povedati seveda, da je bila tista misija, ki jo je gospod predsednik najavil že tik preden se je vojna začela, pravzaprav že do dobra skomunicirana. V naslednji fazi pa seveda bi to, da bi se posvetoval z vsemi, pomenilo dodatno varnostno tveganje in seveda se mi je zdelo povsem prav, se nam zdi povsem prav, da je to predsednik naredil v precej strogi tajnosti in tako kot je pač za take misije potrebno. Ampak potem je bilo še kar nekaj korakov, tudi misija v Kijev in od začetka vojne je že več kot en mesec. V tem času bi se že lahko
pogovorili tudi z ostalimi. O čem? O napotitvi začasnega predstavnika v Kijevu? Tudi. No, poglejte, kar se tiče napotitve začasnega predstavnika, moram reči, da je vlada oziroma zunanji minister delal vse po črki zakona. Zakon ne nalaga, da bi se v takih primerih bilo potrebno posvetovati s komerkoli, niti ne z državnim zborom. To so bili tudi danes eno od očitkov. Striktno smo se držali zakona in pa seveda striktno smo se držali tega, da zadeve čim hitreje izpeljemo. Hvala lepa, gospa Fajon. Vi ste pozvali politični vrh, da sede skupaj s vsemi parlamentarnimi strankami in stroko. Kaj pravite na pojasnila gospoda Hojsa? Podobna ignoranca kot nocoj v vaši oddaji, nobenega odgovora nisem dobila strani predsednika vlade, večkrat sem pozvala. Situacija je resna, to je vojna na evropskih tleh in politični vrh in vlada žal nima načrta, kako se spopadati. Solistične in herojske akcije predsednika vlade, neusklajene tudi znotraj Evropske unije in zavezništva, vodijo v dodatne konflikte in delajo škodo in varnost, ogrožajo varnost Slovenk in Slovencev. Gospod Golob, vi ste obisk v Kijevu označili kot izraz podpore, ki ga Ukrajina v tem času potrebuje, hkrati pa ste tudi predsedniku vlade očitali soliranje. Bi se torej moral prej posvetovati z ostalimi, tudi z vami morda? Ne gre za to. Če je kaj ukrajinska kriza pokazala, je, da je svet enoten v obsodbi ruske agresije. In edino enoten svet, Združeni narodi, Evropska unija, NATO, lahko pripeljejo do miru. In mir je edina rešitev, ki jo moramo zasledovati. Solo akcije, še posebej iz držav, kot je Slovenija, nažalost, ne morejo pripomoči k temu, da bo svet enotno našel rešitev do miru. Ker enotnost je nasprotje solo akcij. Ampak tega nekateri pri nas, ne samo znotraj države, tudi na mednarodni sceni, ne zmorejo ponotraniti. Da je treba delovati skupaj in ne vsak zase. Gospod Šarec, premierju Janši ste svetovali, naj obleče svojo uniformo iz leta 1991 in odide v Ukrajino. Čemu je toliko do reševanja vojne s Slovenijo, pa da naj pusti pri miru? Ampak ali je prav stati ob strani, ko se dogajajo takšne stvari? Sej to ne pomeni, da bi morali stati ob strani. Slovenija kot del Evropske unije, kot del NATO izvaja skupno politiko in praktično ves svet demokratični je to vojno obsodil. Tako tudi Slovenija in tukaj je vloga Slovenije. Ni zdaj vloga našega predsednika vlade, da bo zdaj osebno izzival tam in se upletal v nek konflikt in Slovenijo še izpostavljal dodatni nevarnosti. Naloga slovenske vlade, njenega predsednika je zaščititi državljanke in državljane in posledica ukrajinske vojne za Slovenijo je draginja, so ekonomske težave, inflacija in s tem se mora vlada ukvarjati. Gospod Tonin, kako kot obrambni minister tudi odgovarjate na pomisleke, ki smo jih slišali tudi nocoj, da premier s takšnimi potezami Slovenijo preveč izpostavlja in da je to nepotrebno izzivanje Rusije? Slovenija je ugledna članica mednarodne skupnosti in deluje v skladu z zavezništvom NATO in pa tudi same Evropske unije. Tako da ne počne nič takega, kar ne bi bilo usklajeno, oziroma ne počne nič takega, kar bi bilo zelo drugače. V zvezi z samo diplomatsko misijo Slovenija ni edina, ki je tam. Tam imamo vsej še 2 dodatni misiji, napovedujejo se še nove. Tako da tukaj ne gre za nobeno posebnost. V skladu z drugimi stvarmi, ki smo jih počeli, pomoči, finančna, materialna, vojaška, pa Slovenija dela točno isto, kot delajo vse ostale države. Tako da tukaj gre za neko notranje politično histerijo, ki težko dojame, da je Slovenija pač aktivna članica mednarodne skupnosti in mi bi se morali enkrat iz glave izbiti to majhnost. Junckerja, ki je bil predsednik Evropske komisije, ni nihče označeval, da prihaja iz male države. Pri nas se pa to konstantno podarja. Tako da jaz mislim, da delamo tisto, kar moramo v danem trenutku. Gospod Mesec, gre za notranje politično histerijo ali za PR akcijo pred volitvami? Glejte, v bistvu mene zelo moti, da je politika postala tak teater. Mi v bistvu gledamo zdaj nek reality show, sezono oziroma epizodo s Kijevom, bi lahko poimenovali Selfie v Kijevu. In jaz bi rad videl, da s takimi igricami po 24. aprilu nehamo in da se začnemo pogovarjati o tem, kako bomo vsi skupaj boljše živeli. Ker vse, kar zdaj delamo oziroma gledamo, je vlada pač išče načine, kako se bo pokazala, da rešuje svet, medtem ko ni znala rešiti Slovenije. Mi pa danes tukaj tekmujemo, kdo bo o tem nekaj bolj pametnega povedal. Gospod Počivalšek, reality show, kot smo slišali, ali dejanje poguma, kot ste označili potezo premierja Janše? Cilj je mir čim prej. V gibanju Povežimo Slovenijo podpiramo vse diplomatske aktivnosti
ki bodo do miru pripeljale. Zato podpiram tudi v tej luči akcijo, ki jo je izvedel predsednik vlade, kajti v letu 2022 je nesprejemljivo, da se nekdo odloči za dosego svojih ciljev pobijati ljudi. Ne želim se postaviti na stran nobenega naroda, smo pa proti tistim, ki najgrobje kršijo načela mednarodnega sodelovanja z vojno. To ste verjetno tudi pri vas, gospa Bratušek. Kako pa komentirate to zelo veliko proaktivnost slovenskega predsednika vlade? Na začetku naj povem, da seveda tudi v stranki SAB obsojamo rusko agresijo v Ukrajini in pozdravljamo vse napore Slovenije za pomoč beguncem in humanitarno pomoč Ukrajini. Vsekakor pa so to solo akcije in ta pot v Kijev ni edina. Predsednik vlade si jih je privoščil kar nekaj. Te solo akcije so slabe, škodijo Sloveniji in nažalost ne prinašajo rešitve za ukrajinsko krizo. Že večkrat smo pa javno povedali, da bi gospod Janša lahko pozval svojega prijatelja Viktorja Orbana, da se aktivno vključi, pelje v Moskvo in skuša pregovoriti tistega in tam, kjer se bo ta vojna končala. Hvala lepa. No, vojna v Rusiji ni le vojna proti Ukrajini, je vojna proti svetu, opozarja ukrajinski predsednik Zelenski. Skoraj 30-krat manjša Ukrajina je v prvem mesecu zadržala nalet ruske vojske, a ruske invazije se še zdaleč ne umirja. Jure, več kot mesec dni je že, odkar je ruski predsednik Putin sprožil to največjo ofenzivo v Evropi po drugi svetovni vojni. Ja, 24. februarja je Vladimir Putin storil tisto, kar pravzaprav smo le redki verjeli, da se danes še lahko sredi Evrope zgodi. Začelo se je ob 5. uri zjutraj. Rusija je pred 33 dnevi udarila Ukrajino in napadla 4 smeri. Z Belorusije, z Krima, Donbasa in smeri Harkiva. Vladimir Putin pravi, da gre za specialno operacijo, za denacifikacijo in za demilitarizacijo Ukrajine. V resnici gre za vojno, krvavo invazijo in za biblijski spopad Davida in Goljata. Rusija je 28-krat večja od Ukrajine po površini, Rusov je tudi 100 milijonov več kot Ukrajincev. Poglejmo pa vojaško primerjavo. Bistveno je samo eno. Rusija ima jedrsko orožje, Ukrajina pa nič več. Leta 1991 se je Ukrajina namreč jedrskemu orožju odpovedala in ga predala Rusiji v zameno za varnostne garancije, te pa so postale garancije nevarnosti. Aktivnih, profesionalnih vojakov imajo Rusi 850 tisoč, Ukrajinci 200 tisoč, ampak v Ukrajini je danes stanje povsem drugačno. Za invazijo je namreč Rusija pripravila 190 tisoč vojakov, Ukrajina pa je aktivirala vso svojo rezervo, tako vojaško, civilno, moške, ženske. Rusi imajo pa še vedno premoč v oklepu in v zraku. Poglejmo še to. Pred vojno je imela Ukrajina 2596 tankov, Rusija pa 12420, ampak te prednosti Rusija tudi ni izkoristila. Ukrajina namreč reže po ruskih tankih z najsodobnejšim protiletalskimi oziroma protitankovskimi raketami Zahoda. Samo v prejšnjem tednu so čez mejo Ukrajino spravili več kot 17 tisoč protitankovskih raket, največ Enlojev in Javelinov, enega od teh lahko tudi v maketi vidite tule. Pred vojno je imela Ukrajina 69 bojnih letal, Rusija pa 4173, govorimo samo o bojnih letalih, ne o transportnih, ne o helikopterjih. Ampak tudi tu Rusija ni uporabila svoje številčne premoči. Namreč Ukrajina ima na tisoče Stingerjev, raket zemlja-zrak, ki sklatijo Ruse zelo z lahkoto z neba. In ravno nebo je nad Ukrajino osrednji del najbolj žgoče dileme. Ukrajinci namreč prosijo, rotijo naj Zahod, torej NATO, zapre zračni prostor in za no-fly območje navija tudi premier Janez Janša. Velika večina ostalih voditeljev v zvezi NATO je odločno proti, posebej ZDA. Zakaj in kaj pomeni no-fly cona oziroma območje prepovedi letenja? To praktično pomeni, da bi morala zahodna letala sklatiti vse mige, topoljeve, suhoje in začeti neposredni zračni dvoboj NATO z Rusijo. Samo v zraku ta seveda ne bi ostal. Pa ruske zračne tarče nad Ukrajino niti ne bi bile največji problem. Prepoved letenja pomeni namreč popolno bojno zračno prevlado. To pa ni mogoče, če delujejo ruski protiletalski sistemi.
tule jih bomo tudi videli. Zato je edini način za uveljavitev prepovedi letenja eliminacija protizračnih sistemov. Tule je maketa sistema S-400, ti imajo dometa tudi do 400 km in so tako fizično v Rusiji in Belorusiji. Ne smemo pozabiti tudi na Kaliningrad. Torej, zauzemanje za no-fly cono ima v paketu tudi rakete napade na rusko ozemlje, pravijo vojaški strokovnjaki. Kaj pa pravijo naši kandidati? Se tudi stranke zavedajo teh dejstev? Hvala, Jure, bomo seveda vprašali, gospod Golob, se tega zavedate? Kakšno je vaše mnenje o zaprtju neba nad Ukrajino? Poglejte, zdaj bi se lahko hecal, pa bi vprašal, s čim pa bo Slovenija zaprla zračni prostor nad Ukrajino, ker nimamo kaj prispevati. Tisti, ki imajo letala, Združene države, naprimer, se natančno zavedajo tega, kar je bilo povedano. Seveda se tudi mi zavedamo, da prepoved poletov pomeni direktno napoved NATO, Rusiji, vojne. Mogoče se celo predsednik Putin to želi, zato da bo dobil opravičilo pred svojim narodom za to, kar počne. In če ne zaradi drugega, samo zaradi tega, da se vojna ne razširi, ker bi se razširila, je to treba preprečiti. In jaz sem prepričan, da ZDA ne bo nikoli, ampak bom vseeno izkoristil priložnost. Če bi res želeli dobro ukrajinskim ljudem, bi lahko dali pobudo za vzpostavitev humanitarnih koridorjev na zemlji. Mi ne rabimo zračnega prostora za evakuacijo ljudi. A danes še nimamo nobenih mednarodnih posrednikov ali sil na tem področju. Gospod Hojs, je ta zahteva za zaprtje zračnega prostora, ki jo je premijer Janša dal že drugi dan vojne, se pravi takoj praktično, je to še v igri? No, potrebno je vedeti, da je gospod Janša pravzaprav edini od aktualnih predsednikov v Evropski uniji, ki ima neposredno izkušnjo z vojno. Ima neposredno izkušnjo v precej podobni situaciji, torej ko je precej večja jugoslovanska armada z agresijo na Slovenijo hotela nekako zadušiti naše osamosvojitvene procese. Ta pobuda je vse skozi v igri. Ne pozabite na dejstvo, da je v času, ko je Milošević krvavo obračunaval z pripadniki drugih narodnosti na Kosovo, v NATO tudi kar precej časa opozarjal. Potem pa je nehal opozarjati. Torej, vse skozi na mizi. Morda samo toliko še v pojasnitev. Ravno zaradi tega smo v NATO, torej vsega nimamo, ker ima NATO. NATO je varnostna zveza, ravno zaradi tega, da tistega dela, ki ga ne pokrivamo sami, pokrivajo za nas zavezniki. Gospod Šarec, vi ste bili že zelo kritični do premijeja glede zaprtja zračnega prostora. Kaj pa pošiljanje slovenskega orožja v Ukrajini? No, pomoč vsakršna Ukrajini je seveda dobrodošla. Zagotovo je tudi Zelenski sam povedal, da ne potrebuje, takrat, ko so ga hoteli evakuirati, da ne potrebuje prevoza, ampak orožje. In seveda Zelenski se mora braniti z orožjem, saj z molitvijo se bo težko. In zagotovo je vsakršna pomoč dobrodošla, tudi druge države jo dajejo. Seveda se strinjam tudi, da humanitarna pomoč je najpomembnejša. In vsakršna druga zaprtje zračnega prostora je pa zagotovo neumnost, kajti to bi res pomenilo direktno vojno NATO z Rusijo. Putin tudi verjetno bi to tako izkoristil in zagotovo takšne ideje niso primerne ne za našega predsednika vlade, ne za kogarkoli drugega. In to je spet ena tistih solističnih akcij, o kateri smo govorili prej. Zato Slovenija res ni tista, ki bi zdaj bila glavna pri tej vojni. Hvala lepa, gospod Tonin, obrambni minister ste, poznate vsa tveganja, kaj pravite? Najprej moram v začetku jasno povedati, da je to zelo zmotno prepričanje, da je to ideja predsednika vlade. To idejo o vzpostavitvi no-fly zona konstantno ponavlja ukrajinski predsednik Zelenski. Prosijo. Na vsakem srečanju NATO, ki ga imamo, neposredno prosi voditelje. Je pa zavezništvo NATO, za katero enakopravno sedi tudi Slovenija med 30 članicami, zelo jasno povedala, da tega no-fly zona ne bo vzpostavilo. Zelo jasno, pika, direktno, zaradi tega, ker bi to pomenilo neposreden spopad z Rusijo. Je pa po drugi strani povedala... Ampak prej smo slišali, oprostite, ministra Hojsa, ki je rekel, vse je še na mizi. Je pa po drugi strani zavezništvo NATO povedalo, da bo pa z drugimi sredstvi pomagalo, da bo Ukrajina sposobna sama oblikovati neko no-fly zono. Tukaj jim zdaj pomagamo z izrazitim antizračnim orožjem, torej protiletalskim orožjem, da se je zelo zmanjšala aktivnost ruskih zračnih sil in to definitivno pripomore k vzpostavitvi ravnotežja. Je pa ena stvar bistvena, veste, ključen cilj je mir. In pri predsedniku Putinu so bili že številni, od predsednika Macrona, kanclerja nemškega, do vseh mogočih ostalih, ampak Putin enostavno
Putin ne sliši na te besede. Zaradi tega sta samo dve smeri do miru. Eno je, da se vzpostavi ravnotežje, ali drugo, da se naredi ta vojna nevzdržna za Putina, da je ekonomsko nevzdržna. In to v tem trenutku NATO in Evropska unija počne. Gospod Mesec, vi pravite, da je vojna kot posilstvo. Hkrati pa nasprotujete pošiljanju orožja v Ukrajino. Oprostite, ampak a ni to tako, kot da bi bili priča posilstvu, pa ne bi pomagali žrtvi? Ja, gledajte, pošiljanje orožja je kompleksna stvar. Imamo kup vojn po svetu, ne upozorim na Jemen, kjer tudi divja vojna že nekaj časa, kjer je pošiljanje orožja z vseh strani pomeni pač izčrpavanje in mučenje prebivalstva na leta. Tako da je treba to presojati od primera do primera. Sem pa večkrat povedal, da Ukrajincem na noben način ne odrekam samoobrambe, pravice do samoobrambe, da je treba pomagati. Druga stvar, jaz bi tudi pokomentiral tale no-fly zone. Glejte, to je, če se prav spomnim, Janša dobesedno napovedal prek Twitterja, da bi bilo to treba narediti. In to počne samo zaradi tega, ker ve, da ga NATO ne bo upošteval in da je to način, kako opozarja nase. Bi si pa želel, da po 24. aprilu dobimo predsednika vlade, ki ne bo hitreje tipkal tweetov kot mislil. Gospod Fajon, se bomo zdaj bolj oboroževali. Vi pravite, da vas skrbi retorika oboroževanja, da več orožja nikoli ne prinese miru, ampak recimo tudi socialdemokratski kancler v Nemčiji Scholz je takoj napovedal 2% BDP. Kaj pa mi? Glejte, zagotovo se je varnost na evropskih tleh spremenila, svet je postal bolj nepredvidljiv in bolj nevaren. To tudi v Sloveniji zahteva en strateški, strokovni, finančni razmislek, kako bomo šli naprej. Ampak ponavljam, jaz iskreno verjamem, da več orožja ne pomeni več miru. Še enkrat pa želim poudariti tudi jaz, se ni treba biti strokovnjak, da veš, kaj bi pomenilo, če bi zavezniško letalo sestrelilo rusko ali nasprotno. Naslednja svetovna vojna. Si želimo ustvarjati dodatne konflikte? Mora biti Slovenija tista, ki ustvarja dodatne konflikte? Ne. Treba jih je umirjati in ne poglabljati. In meni je žal, da Slovenija ni raje poslala enega koordinatorja v Kijev za humanitarno pomoč, ker tu bi lahko mi bistveno več naredili, namesto da pošiljamo diplomatskega odpravnika. Hvala lepa, gospa Fajon, gospod Počivalšek, gospa Bratušek, samo na kratko. Na eni strani imamo predloge za zvišanje izdatkov za oboroževanje, na drugi, denimo Levica, opozarja, da bi ta denar raje namenili za potrebe ljudi, za bolnišnice, stanovanja, domove za starejše. Samo na kratko, kam se nagibata, gospa Bratušek, morda? Glejte, tudi sama želim najprej povedati še enkrat, da solo akcije, ki se jih gre naš predsednik vlade, škodijo Sloveniji in ne pomagajo rešitvi konflikta. Nujno potrebno bi bilo okrepiti diplomatske napore, pa če to pomeni vsak dan nekoga, ki se pelje v Moskvo in skuša predsednika prepričati. Več denarja za oboroževanje, da ali ne? Kar se tiče proračuna, je pa treba jasno povedati, da je ta vlada javne finance pustila oziroma bo pustila za sabo v zelo, zelo slabi situaciji. Zadolženi smo kot še nikoli. Več denarja za oboroževanje, ja ali ne? Zadolženi kot še nikoli in naslednjo vlado čakajo zelo težke odločitve. Če bomo dajali več denarja za obrambo, se v stranki SAB vsekakor zavzemamo za to, da so to stvari, da kupujemo stvari, ki jih lahko uporabljamo tudi v civilne namene, naprimer helikopter, ki ga lahko uporabljamo tudi za gašenje. Še gospod Počivalšek, hvala lepa. Najprej še enkrat, uporabiti vsa diplomatska in ostala sredstva, da zagotovimo mir na eni strani. Ne moremo z eskalacijo zaprtja zračnega prostora povzročiti še večje vojaške aktivnosti ali pa, če hočete, tretjo svetovno vojno. Slovenija je vojaško varna država, to varnost nam zagotavlja članstvo v NATO, to je naša najcenejša obramba, moramo zagotoviti 2% bruto družbenega produkta za to, da bomo varni tudi naprej. Govorimo o kolektivni varnosti. Hvala lepa. Nažalostna posledica vojne so tudi begunci. Ukrajino je zapustilo že 3,8 milijona ljudi, več kot 2 milijona jih je na Poljskem. Slovenija je napovedala, da bi jih lahko sprejela od 180 do 200 tisoč, doslej jih je 7 tisoč.
Gospod Hojs, bo torej Slovenija odslej odprta za begunce ali pa so Ukrajinci izjema, ker so nam kulturno, versko in zgodovinsko blizu, kot je pisalo v vladnem tvitu, ki je bil kasneje izbrisan? No, da so nam kulturno, zgodovinsko in versko blizu, to so dejstva. To ne pomeni, da niso, čeprav bi vsi želeli, da se tisto, kar je bilo na vladnem Twitterju zbrisano, nekako zanika. Tam so bile napisane zgolj dejstva in resnica. Zakaj pa je bilo zbrisano? Poglejte, mi smo kot notranji ministri v lanskem letu nekako zelo intenzivno zagovarjali neko odločitev, ki smo jo potem sprejeli enoglasno, torej soglasno, da naj za tiste begunce, ki bi potencialno prišli iz Afganistana, poskrbijo prve, tretje varne države v njihovi okolici. In seveda bi bilo skrajno sprevrženo, če v tem primeru, ko pa je naša bližnja okolica Ukrajina, ne bi mi poskrbeli za te begunce. Morda še okoli številke, torej tudi številka, ki je bila nekako napovedana, 180 do 200 tisoč, je šlo, ta številka se je povedala v tem smislu, da gre za to, da bomo te... Za koliko jih lahko poskrbimo? Ampak to pa ne pomeni, da bodo vsi tukaj ostali. Zgolj v informacijo, do tega trenutka je čez Slovenijo prišlo čez 44 tisoč Ukrajincev. V glavnem smo vse te ljudi tudi oskrbeli, ne z prenočišči, ampak z deljenjem ustrezne pijače, z informacijami, z napotitvami do ustreznih centrov. Torej, številke so že danes zelo visoke. Gospod Golob, vi napovedujete odstranitev ograje z hrvaško-slovenske meje. Ali to napoveduje tudi novo begunsko politiko, odprta vrata za vse begunce, ne glede na to, ali so iz Ukrajine ali morda iz Sirije? Torej, človek, ki je v stiski, je človek. Prvenstveno, in to je načelo, ki ga zagovarjamo. Kar se pa ograje na južni meji tiče. Ko je bila ograja postavljena, so prebivalci, ki tam živijo, verjeli, da jim bo prinesla varnost. Ko se danes pogovarjamo s temi istimi prebivalci, sami ugotovijo, da ograja ne deluje z vidika varnosti. Deluje pa v tem, da jim omejuje svobodo. In oni, ravno prebivalci ob meji, so tisti, ki so nam dali pobudo, da dajmo to ograjo čim prej odstraniti. Ker ne deluje. Ne deluje, da bi zaustavila ljudi, ki prihajajo iz Afganistana ali Sirije na zadnji meji, ker je tam slučajno ograja. Ljudje grejo čez morja, zato ker hočejo priti v svobodni svet in bežijo pred smrtjo. In mislim, se moramo tega zavedati. Sem šel v Ukrajini, pa o beguncih iz Ukrajine. Danes jih je v Sloveniji približno 11 tisoč po naših podatkih, ki jih imamo strani nevladnih organizacij. In večina njih, veste, kje je? A mislite, da je v državnih inštitucijah? Ne. Nameščeni so pri prijateljih v zasebnih domovih. In tisti, ki so tam, imajo bore malo, ali zaenkrat še nič od pomoči države in moramo jim pomagati na popolnoma drugačen način kot do sedaj. Gospa Fajon, vaše mnenje? No, begunci so begunci, to pomeni, da bežijo zaradi vojne. In vojna je vojna, ne glede na to, iz kakšnega okolja prihaja. Mene je zelo šokirala, ne samo izjava večkrat v preteklosti tudi gospoda Hojsa do beguncev, tudi gospoda Kovsce pred kratkim, ko je rekel, da bi vse moške, ki prihajajo iz Ukrajine, z veseljem vrnil nazaj. Torej tudi tu je ena huda dvoličnost, ko govorimo o beguncih. Se pa strinja, mi smo v Evropi v zadnjih letih, in veliko se s tem ukvarjam, postavili nesorazmerno veliko ograj, veliko zidov. Jih podrli, veliko, niste bili, jaz sem že večkrat povedala, jaz sem že večkrat povedala, že prej, ker se s tem ukvarjam, bi podrla ograje, ker absolutno in odprla vrata niso za vse zastavile, begunce. ne, uredila bi zakonito priseljevanje, varne in zakonite poti za ljudi, ki prihajajo, in se borila, kar Evropska unija pravzaprav zaenkrat neuspešno poče, proti nezakonitemu priseljevanju. Tu je veliko izzivov, predvsem pa veliko nezaupanja med državami in politiko. Gospod Hojs, replika? Ja, pogledajte, zdaj tukaj moram biti zelo jasni, ne, ta ograja na južni meji, ki so jo res začeli postavljati v času stranke Cerarjeve vlade in SD-ja, ne preprečuje dotoka beguncev. Ne preprečuje tega dotoka. Preprečuje pa ilegalno migracijo tistih, ki trgujejo z belim blagom. Zato so te ograje pomembne. In v naši stranki v naslednjem mandatu ne bomo ničesar podirali, ker nismo stranka podiranja, ampak bomo zgolj gradili. Kaj pa vi, gospod Počivalšek, tudi vi ste bili v vladi, ki je postavila to ograjo? To ograjo smo postavljali leta 2015, ko je bilo na naših vratih dnevno tudi do 15 tisoč dnevnih migrantov. Okrog beguncev, migrantov delamo razliko, beguncem pomagati vsem. Ekonomskim migrantom pa lahko dovolimo vstop preko meje po ustaljenih pravilih.
ograja z južne meje mora iti stran, zato ker ni več situacija taka, kot je bila, lahko pa bo šla, ko bomo prestavili šengensko mejo na južno mejo same Hrvaške. Hvala lepa, še gospod Šarec in gospod Tonin. Treba odstraniti rezilno žico, kajti imamo rezilno žico in imamo panelno ograjo. To se treba zavedati in rezilna žica je absolutno nehumana v današnjih časih. Vemo, da so tudi živali imele probleme zaradi tega in tudi na ta vidik je treba gledati. Skratka, to precej potegne za seboj, zato je rezilno žico treba takoj odstraniti. Gospod Tonin, vi ste dejali, da zdaj prihajajo v Slovenijo predvsem ženske z otroki, medtem ko so v preteklosti prihajali mladi fantje. Bistvo pa je, ali niso vrednote univerzalne in bombe enako smrtonosne, ne glede na to, na koga padajo in kje padajo. So, imate prav, ampak je pa večinsko dejstvo, da so iz juga predvsem prihajali večinsko mladi fantje, iz vzhoda pa prihajajo žene, matere in otroci. In še ena bistvena razlika je, iz vzhoda prihajajo v našo državo preko rednih mejnih prehodov, medtem ko so pa z juga prihajali ilegalno. In ta ograja na meji je namenjena temu, da preprečuje ilegalne migracije. In če bomo mi umaknili, bo to pomenilo, da jo bojo naprimer postavili v Avstriji, Italiji in na Madžarskem. Torej se bo ta meja iz južne slovenske meje predstavila na zahodno, severno in vzhodno mejo. Mi se tega ne želimo. Še gospod Mesec, prosim. Glejte, jaz bi še pokomentiral, kar je gospod Počivalšek rekel. Razlikujemo med migranti in begunci. To v praksi tako razgleda. Če bi imel jaz tukaj papirček z barvno skalo človeške polti, na svetlejšem delu spektra je begunec, na temnejšem delu spektra je pa migrant. Približno tako izgleda politika te vlade. In mi smo bili skozi na humanistični poziciji, pač do Afganistanca je treba čutiti enako sočutje kot do Ukrajinca in zato smo vselej nasprotovali temu, kar ni nič drugega kot en navaden rasizem. Ograjo z meje je pa treba odstraniti, ker je to največja sramota v zgodovini Slovenije. Še gospa Bratušek, pa še replika. Ja. Gre za razliko med ekonomskim migrantom in beguncem. Do beguncev smo odprti. Za ekonomske migrante pa morajo veljati pravila. In ne mešajte obeh kategorij, prosim. Gospa Bratušek. Ta vlada ljudi deli na prvorazredne in drugorazredne tudi v Sloveniji, ne samo beguncev, kar je seveda nedopustno. Za prvorazredne ukrepi v COVID krizi niso veljali, drugorazredni so dobivali velike kazni, kar je seveda absolutno nedopustno. In tudi tweet, ki ga je omenil minister Hojs, je nedopusten. On pa ta tweet veselo ponavlja pravzaprav iz soočenja v soočenje. Tako da resnično kažejo sliko in odnos do ljudi. Hvala. Napad na Ukrajino je zaostril energetsko in prehransko krizo v Evropi. Cene hrane so najvišje v zadnjih 20 letih. Od začetka februarja 2002 do konca februarja 2022 so se zvišale za dobrih 73%. Med osnovnimi živili se je v preteklih 20 letih najbolj podražilo sadje za več kot 173%. Samo v zadnjem letu se je podražilo za 12%. Krompir se je v zadnjem letu podražil za 22%, v zadnjih 2 desetletjih za 70%. Meso je danes dražje za dobrih 56% kot pred 20 leti, v zadnjem letu se je podražilo za slabe 3%. Draži se tudi kruh v zadnjem letu za dobrih 14%, v zadnjih 20 letih pa za skoraj 70%. Kako boste, spoštovani kandidati, zagotovili hrano po dostopnih cenah? Prosim vas, glede na to, da res nimamo prav veliko časa, za en konkreten ukrep, s katerim boste znižali cene osnovnih živil, pa gremo kar iz te strani po vrsti, gospod Počivalšek. Najprej moram povedati, da smo zagotovili blažitev energetske draginje, ki vpliva tudi na prehrambeni del z interventnim zakonom, s katerim pomagamo kmetijskim proizvajalcem s 30 milijoni evrov pri lažjem in cenejšem nabavljanju mineralnih gnojil. 70 milijonov smo zagotovili za energetsko intenzivna podjetja, 300 milijonov
je naša vlada namenila iz proračuna prvič v dolgoletni zgodovini za nazaj za kmetijstvo, za investicije v prestrukturiranje kmetijstva. Če hočemo biti bolj samooskrbni, bo moralo kmetijstvo narediti določene korake naprej in spremembe. In vse to, kar smo naredili, poleg evropskih sredstev, ki jih ima kmetijstvo na voljo, zagotavlja, da bomo imeli stabilno oskrbo s hrano tudi v prihodnje. Za potrebe tega, da ne bi nekdo izkoriščal to draginjo, pa smo na nekaterih področjih intervenirali spet z limitiranjem prodajne cene, maloprodajne cene goriv na eni strani, ki ravno tako vpliva na proizvodnjo hrane začasno za en mesec dni, dokler se zadeve ne stabilizirajo. Na drugi strani pa smo v pogovoru z proizvajalci na kmetijskem področju in z intervencijo iz državnih blagovnih rezerv skozi obnovo žit prišli do tega, da imamo v tem trenutku stabilno oskrbo. Gospa Bratušek, konkretno, kaj boste naredili, da recimo osnovna živila, kruh ne gre do gor? Je v igri tudi, ne vem, znižanje DDV, ustavitev izvoza hrane in podobno? Glejte, v stranki SAB se zavzemamo za to, da Slovenija poveča samo oskrbo. To bi vsekakor bil en velik plus. Država seveda tukaj lahko pomaga tudi z subvencijami in s tem, da skuša brzdati inflacijo. Treba je povedati, da je inflacija februarja v Sloveniji višja, kot je povprečno bila v Evropski uniji. 6,2 je bila v Evropski uniji povprečje, v Sloveniji 7%. In to bi država morala narediti pri cenah, ki jih ima pod kontrolo. Kar se tiče goriv, je absolutno prepozno ukrepala. Veliko prej bi bilo treba, mi smo dajali pozive, da gre nazaj na določanje cen, ker liberalizacija trga pač na trgu, kjer ni konkurence, ne more prinesti rezultatov in zdaj imamo, kar imamo. Tako da povečana samooskrba in brzdanje inflacije tam, kjer je vlada neposredno odgovorna za cene. Moramo porekati, cena goriv je višja zaradi ruske agresije na Ukrajino, ne zaradi liberalizacije cen goriv, ki ne vpliva pomembno na to, kar je zavajanje. To so bedarije, kar govori kolegica. Cena goriva za liter je bila pred liberalizacijo 1 evro in pred ukrajinsko vojno 1,43 evra za liter. Gospod Šarec. Rešitev za Slovenijo je vsekakor čim večja neodvisnost, tako prehranska, energetska in vsakršna neodvisnost. In na področju prehrane ima Slovenija na kmetijskem področju še veliko za postoriti. Najprej je potrebno zagotoviti dovolj samooskrbe, to pomeni, da se tudi površine ne bodo zaraščale, ampak da bodo obdelane. To pomeni, da je treba kmetom omogočiti, da se jim bo delo splačalo, kajti zdaj se površine zaraščajo zato, ker se kmetom praktično ne splača vlagati. Potem prevzemniki, mladi prevzemniki kmetij morajo čim prej prevzeti kmetije, ne da se predolgo čaka in potem tudi kmetija zaostane v razvoju. Potrebno je tudi na kratek rok subvencionirati prehrano, če ni druge rešitve. Na daljši rok je pa sigurno tisto, kar sem prej naštel, in seveda vlagati tako v namakalne naprave, kot tudi v druge, kajti mi ne smemo pozabiti dejavnika, da imamo sušo, da imamo pozebo, skratka narava tudi terja svoj davek, poleg vojne in vseh nezgod, ki jih imamo zdaj. Gospod Golob, gospod Počivalšek je prej omenil pomoči države glede cen energentov. Vi pravite, pomoči vlade so izdatne, a ne pridejo do pravih ljudi. Ukrepi bi morali biti usmerjeni bolj selektivno. Kako konkretno? Bomo dal primer prav na kmetijstvu. Kmetje ne potrebujejo neosvinčenega bencina, zato da opravljajo svoje naloge na polju. Potrebujejo dizel. In vlada bi lahko selektivno za potrebe kmetijstva ceno dizla ne samo zamrznila, omejila, lahko bi jo tudi znižala. To bi bil selektiven ukrep, ki ne bi bil kar se vprek, ampak točno določen v neko politiko. In naprimer politika bi bila pomoč kmetijstvu v teh časih, ko lahko pričakujemo šele podražitev pšenice in predvsem osnovnih živil. In da
pri osnovnih živilih bo potrebno razmisliti tudi pri določenih tipih o znižanju DDV-ja. Zagotovo. Ne vse vprek. Selektivno za tiste tipe živil, ki jih ljudje potrebujejo za vsakodnevno preživetje. In ta selektivnost je ključ do uspeha vsake družbe. Razmetavanje denarja s helikopterja nikjer na svetu ne koristi razvoju. Medtem ko selektivno vlaganje v tiste ukrepe, ki so dejansko najbolj potrebni, pa da. Gospod Hojs, eden od ukrepov recimo je bil tudi zamrznitev cen oziroma določitev najvišje cene za bencine, ne, o čemer smo govorili, ampak distributerji se pritožujejo, da z vsakim prodanim litrom delajo izgubo. To ni ravno pomoč, ki bi bila iz vašega žepa, oziroma iz proračunskega žepa, ampak gre spet na račun nekoga. Če dovolite še besedo glede kmetijstva, torej mi bomo v kmetijstvu stvari reševali na 3 področjih. Prvo področje bo ustrezna prioriteta družinskim kmetijam, drugi projekt, ki se ga bomo lotili, je transformacija oziroma ukinitev državnega monopola sklada kmetijskih zemljišč. Tretji ukrep, ki je po mojem nujen in seveda za kmete še kako pomemben, je ta, da bodo kmetje danes vedeli, kakšna bo odkupna cena jeseni, ne da bo to odvisno od borze, kar pomeni, da bomo lahko regulirali tako njihov donos, njihov dobiček in nenazadnje, da bodo te pridelki ostali v Sloveniji. In pa seveda četrta stvar, ki jo bomo uredili, je pa seveda precej boljše gospodarjenje z gozdovi, ki so v državni lasti. Glede goriva, kot ste me pa vprašali, pa seveda, poglejte, vi morate vedeti, da se vsi te državni monopoli neprestano pritožujejo, ne, tudi elektrooligarh se je pritoževal zato, ker je bila cena na trgu previsoka, pa jo je potem prodajal našim državljanom po nesorazmerno visoki ceni. Vsak državljan si danes lahko pogleda položnico z elektriko, pa bo videl, kakšno je plačeval pod njegovim vodstvom in kakšno plačuje danes. Še kratka replika, gospod Golob. To sva že z policijskim ministrom razčiščevala. Vsaka njegova beseda o geniju je laž. In tudi tokrat je. In ljudje, 500 000 gospodinjstev vidi na svojih položnicah, da je edini, ki ni podražil to zimo, je bil genij. Jaz ne vem, koga mislijo s temi lažmi prepričevati. Jaz sem mislil, da smo v volilni kampanji. Vsak lahko pogleda položnico, pa si pogleda, kakšna je bila položnica pod njegovim vodstvom in kakšna je položnica v teh mesecih. Bomo še s te strani, gospod Mesec. Ja, hvala lepa, gospod Mesec. Torej, razmetavanje denarja, kot pravi gospod Golob, ali ustrezna pomoč vlade, dobri ukrepi? Neustrezna pomoč vlade. Kaj bi naredili vi drugače? Ja, gledajte, kot prvo, mislim, da je treba po korona krizi in po vojni v Ukrajini delati na spoznanju, da je globalizacija, kot smo jo poznali, konec. In da bo treba več proizvesti doma. Ciljam predvsem na prehransko samooskrbo in pa na energetsko samooskrbo, kar pomeni tudi, da mi moramo razmišljati, kako se čim prej osvoboditi fosilnih goriv. Se pravi, do leta 2030 čim več narediti na tem, da bomo iz obnovljivih virov proizvedli čim več energije doma. Drugič, jaz se v bistvu deloma strinjam s tem, kar je bilo prej povedano, ampak mislim, da se pozablja ključno poanto. Država ljudem, ki so se znašli v stiski zaradi rastočih cen hrane, energije, energentov, ogrevanja in tako naprej, najlažje pomaga tako, da tistim, ki so ogroženi, najrevnejši upokojenci, danes smo imeli v državnem zboru razpravo na našo pobudo o ljudeh, ki so pod minimalno plačo, kar 20 razredov v javnem sektorju pod minimalno plačo, prekarcem in tako naprej, pomaga z naravni dohodkov. Se pravi, da se popravijo najnižje pokojnine, da se popravi definicija minimalnih življenjskih stroškov in da ljudje, ki so najbolj prizadeti od tega, tudi dobijo ustrezno pomoč strani države. O plačah in davkih bomo še govorili. Gospod Tonin, slišali smo 14% recimo se je podražil kruh v samo enem letu. Ja. Kaj konkretno narediti v takem primeru? Najprej zelo konkretno na začetku povem, da je vlada prišla z enostavnimi pa hitrimi ukrepi, ki jih ni komplicirala, ampak jih je naredila na način, da je denar čim prej prišel do ljudi. Kar se tiče prehranske samooskrbe, bomo največ naredili, če se bo kmetom splačalo proizvajati hrano. In najprej moramo mi svoje lastne principe in pa način razmišljanja spremeniti, da se splača od slovenskega kmeta kupovati, da bodo javni zavodi kupovali od slovenskih kmetov. Danes imajo 215 000 evrov možnosti, da kupijo lokalno hrano od lokalnega kmeta. Najprej moramo začeti s temi zelo enostavnimi stvarmi. Kar se pa tiče energetske samooskrbe, naši ministri delajo, minister Vrtovec je bil v Katarju, potem dogovarja se z italijanskim ministrom, pa s hrvaškim,
tako da bi čim hitreje lahko nadomestili ruski plin preko Italije in preko Hrvaške. Kar se pa tiče nafte, pa itak tečejo širši dogovori in bomo tudi to nafto nadomestili, tako da prej, kot bomo stabilizirali cene energentov, tudi se bodo potem vse povsod drugje cene spustile in tukaj aktivno delamo. Ministri torej delajo, pravi gospod Tonin, pa po vaši oceni, gospa Fajon, dela ustrezno ali bi kaj vi drugače? Vlada dela neustrezno. Zakaj? Evropska unija je že kar nekaj časa nazaj sprejela več 100-milijonski paket ukrepa za pomoč kmetijstvu in jaz še nisem zasledila načrta vlade, kako bo pristopila k temu, kako bo pomagala kmetom, nek akcijski načrt. Zdaj mi smo v stranki pripravili akcijski načrt za varnost, odpornost Slovenije. Na prvo mesto smo postavili, naloga države je, da pomaga kmetom, da pomaga podjetjem, ljudem, gospodarstvu. Na prvo mesto smo postavili nadzor cen v celotni prehrambeni verigi, tudi subvencioniranje cen strateških surovin, zato da bodo kmetje lahko sploh delovali. Potem na eni strani prednostni odkup hrane, ki je predelan v Sloveniji, in pa seveda tudi prepoved izvoza hrane, pa ciljno spodbujanje vse pridelave strateško pomembne hrane v Sloveniji. Torej, nabor ukrepov je lahko tu, ampak zaenkrat še nisem zasledila. Kratka replika. Najprej gospa Bratušek. V stranki SAB podpiramo, da slovenski otroci jejo slovensko hrano v vrtcih in šolah, ampak to pomeni, da jo je treba najprej več pridelati. Sicer bodo cene še višje in danes bi se morala slovenska vlada pogovarjati s kmeti, kakšna bo odkupna cena pšenice, zato da bi jo posejali več in bi Slovenija tudi tukaj lahko zagotovila samo. Bomo nadaljevali. Samo moment, novo vlado na okopih že čakajo tudi sindikati javnega sektorja, ki zahtevajo višje plače. Toda od kje vzeti denar? Bomo plačevali višje davke, kdo in kakšne? In skoraj 6500 smrti. Tako visoka je cena, ki smo jo doslej plačali zaradi COVID-19. Virus pa nas te dni spet opominja, da epidemije še ni konec. Nadaljujemo po oglasih.